potem pa še mogoče kakšna na koncu, kakšen dogovor za druge stvari. Ustavni sodnik in varuhinja. Če Terenca postavlja sodnik, se še nismo odločili, formalno se ni. Je pa seveda z nekaj treh na prednost. Lep pozdrav vsem skupaj. Predsedniku sem povedal stališče LMŠ glede ustavnega sodnika in pa informacijske pooblaščenke oziroma pooblaščenca. Pri ustavnem sodišču LMŠ še ni sprejela odločitve, komu bi dali naš glas. Obrazložil sem tudi neke pomisleke, zakaj tega še nismo storili. Glede informacijske pooblaščenke pa smo povedali, da ne bomo nasprotovali edini kandidatki. Nismo pa tudi formalno še sprejeli odločitve v poslanski skupini glede tega. Lahko bi pomisleke še nam razgledali, vsaj kakšnega, glede enega od kandidatov ali Ne, v tem trenutku moramo znotraj stranke še opraviti kar nekaj pogovorov, tako da, ko bo čas, bomo tudi to povedali. Stvar je ta, da na neformalni ravni smo v poslanski skupini že sprejeli na nek način odločitev oziroma znotraj pogovora, da je primerna kandidatka. Ponovadi pa vedno glasujemo v poslanski skupini o teh stvareh, tega pa še nismo opravili. Razmišljate v zvezi z enim od kandidatov, da bi se mogli prevečih zadevah izločiti, če bi postal ustavni sodnik, ker je zdaj na takem poklicu pravil, da veliko totoloži pogubna ustavna sodišča ali zahtev. Ta zadnjega ustavnega sodnika smo zbrali oziroma sodnico, ki niti ni bila prijavljena. Zadeve so še odprte. Če se ne motim, poteče mandat ustavni sodnici septembra, kar pomeni, da imamo še kar nekaj časa. Gre za pomembno funkcijo in ni primerno hiteti. Ne, pravim, da so različne možnosti vedno obstajajo in to je bil prvi pogovor danes pri predsedniku in v LMŠ-ju si bomo vzeli še nekaj časa za pogovor. Hvala lepa. Mogoče ne posebno navezava, ampak v tem vsebinskem komisarju Evropske unije ste že razmišljali, kakšne so vaše odločitve? Ne, o tem še nismo opravili nobenega pogovora znotraj stranke. Koga je želeli vedno mislim? Osebo, ki ima vsebino, znanje, kompetence, ne glede na strankarsko pripadnost. Se pravi, ni bilo iz vaše strane? Predvsem mora imeti neko znanje, kompetence. Seveda, če ima pa še knjižico naše stranke, še toliko boljše. Hvala lepa.